Torej, vsem skupaj en prisrčen pozdrav. Na to čudovito soboto, hvala, ker ste si vzeli čas. In danes bojo zanimive, bogate teme, veliko se dogaja na vzporednih nivojih. Z Borisom vam to vsem lahko potrdiva, zaradi tega, ker smo na dnevni liniji in si poveva tudi stvari, tako da se informacije ne samo podvajajo, potrajajo, potrojijo, ali pa še kaj več. Kar vidite tudi iz programa danes, ker je kar precej obsežen, tako da imate ves teden čas, da si ga pregledate, mogoče podelite s prijatelji. Tako, da ne bom predolg, se pravi, vse vas prisrčno pozdravljam. In bom zdajle za program, da bomo šli na začetku skozi po delu, naš zaslon. 132. srečanje imamo, prijatelji naši. Skupaj, evo, širimo znanje, spreminjamo življenja. In ta hiter pregled, ki ga bomo zdajle naredili skozi naš program, je najprej, tako kot ponavadi, sobota 9. septembra 2023, pregledamo zapisnik za nazaj za naše 131. Zoom srečanje, hibridno srečanje in srečanje članov tukaj v centru društva Belis, ki je bilo 2.9.2023. In tukaj je naša Teja pripravila čudovit zapisnik, tako da še enkrat, draga Teja, srčna hvala. Ta zapisnik, veste, je tudi fajn, če ima kdo možnost, da si ga shrani ali celo natisne, ker so tukaj v nadaljevanju vsebine, ki so dragocene za vse tiste, ki nas imajo za teoretike zarote. Namreč, tukaj noter je ta zakon o vesoljskem orožju poslovenjen. V prejšnjem smo imeli link, ki je bil samo v angleškem, a ne v prejšnjem poročilu, ampak v zapisnik smo se odločili, da damo poslovenjenega. In tukaj vidite, so tukaj noter vse, evo tukaj, gledajte, chemtraili, visokofrekvenčni sistemi orožja, visoki nadmorski višini, plazemsko, elektromagnetno, zvočno in ultrazvočno orožje, laserski sistemi orožja, strateško, gledališko, taktično, celo zunajzemeljsko orožje obstaja, kemično, biološko, pazite, biološko orožje, okoljsko, podnebno ali tektonsko. In kar je najbolj pomembno, tukaj piše, ti eksotični sistemi orožja vključujejo orožje namenjeno poškodovanju vesolja ali naravnih ekosistemov, kot so ionosfera in zgornja atmosfera, klimatskih, vremenskih in tektonskih sistemov. Danes sem bral, da je bilo veliko potresov po Evropi in po svetu. Z namenom, pazite, povzročiti škodo ali uničenje v ciljni populaciji ali regiji na Zemlji ali v vesolju. To, kar se zdaj dogaja, ciljno uničenje, nekje z ognjem, nekje s potresom, nekje z vodo, na različne načine. Zdaj bojo rekli, zdaj bo pa nekje še virus, nekje je celo kombinacija, tako kot, gledajte, Grčija, zelo se mi smilijo ljudje, tam najprej so celotno Grčijo skurali, koliko so jo skurali, so jih naredili pa še kompletno poplavo. Da ne govorimo o Maviju na Havajih in seveda na drugih področjih. Dobro, tukaj je potem naprej v zapisniku so tudi taktike za krajo zemljišč in nepremičnin. Ko smo si ogledali prejšnji teden oddajo, kjer je strokovnjakinja Catherine Austin Fitz, je legenda na tem področju povedala, kako pravzaprav to počnejo, je dobro, da imate kakšno informacijo, če vas slučajno doleti neko stanje, da boste znali razbrati, za kaj gre. Namreč, ko človek razbere situacijo, se veliko lažje ravna. Tako da ta zapisnik je, moram reči, vreden, zelo vreden dokument na 8 straneh. Zanima me, ali ima za ta zapisnik kdo kakšno pripombo, bi kdo kaj dodal, odvzel, tako da, evo, beseda je vaša. Lahko rečem, da je zapisnik brez pripombe sprejet. Dobro.
Na Zoomu, evo, imamo številko, tukaj tudi, tako da hvala, brez pripombe je zapisnik z dne 2. 9. 2023 iz 131. sestanka Društva za srečno življenje, brez pripombe sprejet. Hvala lepa. Pod točko 2 današnjega programa sem tukaj pustil še od prejšnjega tedna obvestilo ravnatelju šole. To je izjava starša o prepovedi spolne vzgoje v šoli in to je ta formular, ki ga vidite tukaj na zaslonu. Ta formular ima tukaj gor tudi QR kodo in če imate to v print obliki ali pa če na zaslonu se to pokaže, da to tekajo lahko, se pravi, da to teko nemudoma preslikate tudi v telefon in jo po elektronski pošti ali pa po družbenih omrežjih nekomu podelite, ki ima otroka in bi mu to morda prišlo prav, če pridete v debato s temi stvarmi. Kar opažamo danes, se je zgodilo pač, da je izšel en članek, kjer ravnatelji ugotavljajo, da imajo premalo kadra, premalo učiteljev in mladi učitelji se rajši odločajo, da grejo za prodajalce v Lidl, kakor da bi se ukvarjali z navodili, ki jim jih ravnatelj daje. Namreč, ker šola ni več šola, šola ni več vzemi svinčnik, piši, se uči, to, kar smo imeli včasih, ampak gre za popolnoma drug koncept, ki pa ni več, to ni več šola, to je prevzgoja duš, to je prevzgoja otrok in to ne spada v šolo, kar se počne sedaj. Da ne govorimo o prehrani, kaj je zdaj Golob naredil, zato povsod je v vrtce in v šole pod neko prisilo rekel, da mora biti vegetarijanska prehrana in verjemite mi, da je prisegel svoja pooblastila. Če vi pogledate, se pravi 120. in 140. člen Ustave, boste videli, da predsednik vlade nobenemu ministru ne sme niti sugerirati, niti se vmešavati v njegove posle. Ministrstvo za šolstvo vodi pa neko ministrstvo in nek minister. Predsednik vlade v tej zadevi nima prav nobene besede. Lahko na seji vlade se o tem pogovarjajo, ampak minister je tisti, ki o tem odloči. In predsednik vlade tukaj nima besede. Če ste opazili, se te pristojnosti precej mešajo. Ta vlada res ne ve, kdo pije, kdo je, kdo kaj reče, kam kdo posega, tako da to bo še hudo, samo zaradi nespoštovanja zakona, ampak jaz bi rekel tako, zaradi neznanja, zaradi nevedenja. To so ljudje, ki so delali v gospodarstvu, ki so dinarčke številke v zakonodaji, nimajo kaj dosti podlage. Me pa čudi, da zakonodajna služba Državnega zbora in drugi pravniki in odvetniki nemudoma tega ne skorigirajo, da se v medijih o tem ne piše, da jih nihče ne popravi, da moramo tukaj družbena sfera, navadni ljudje, ki moramo se poleg svojega dela, se pravi, s tem ukvarjati, preživljati in ukvarjati in opozarjati nekoga, ki je za to plačan, da to dela, je višek sramote, višek ignorance. No, tako da ta formular lahko seveda nedvomno dobro uporabite. Dalje, ne spregledajte naših toplih trenutkov. Ob torkih imamo pogovore s člani društva in za ta teden se srečamo na Zoom portalu. Naslednje srečanje zdaj bo ta torek, 12. 9. ob 19:30 uri in tukaj imamo se pravi ta program. Zdaj bomo imeli torkov večer globokih pogovorov in glejte, menim, da bomo en del posvetili tudi osebnemu izstopu iz WHO, ki smo ga ta teden pripravili, ampak o tem čez nekaj trenutkov. To je, kar se tiče torkovih društvenih večerov, kjer se pogovarjamo, kjer se dobimo, kdo ima kakšen problem, ga izpostavimo, skušamo skupaj z nasveti rešiti. Tako da srčno dobrodošli v torek ob 19:30 uri, se na isti link priključite in smo skupaj in se pogovarjamo. Kar se tiče našega izstopa društvenega iz Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije z dne 15. 8. 2023, gre za stanje poštnih pošiljk na dan 9. 9. 2023, to je danes. Tukaj ostane nespremenjeno pri Združenih narodih. Svetovna zdravstvena organizacija je vročeno, ampak povratnica še ni prišla.
Zato smo se v društvu odločili, da se oglasimo na pošti in naredimo potrdilo o oddaji reklamacije. To se pravi, nam pošiljka ni prispela nazaj, povratnice še nismo dobili, sicer imamo to, da smo oddali, a ne, imamo vsa potrdila, mi smo svoje naredili, ampak zdaj pošta je tista, ki bi mogla to dostaviti, pa ni dostavila, tako da smo zdaj dali, včasih se je temu reklo notranja preiskava, kje se je kaj zgodilo, zgubilo in tako naprej. Jaz sem za dve pošti, to se pravi za tole pošto, za United Nations in pa za tole drugo, oddaji reklamacije za dr. Tedrosa, na pošti čakal pol ure, ker je na glavni pošti v Ljubljani prišla gospa, ki je tam nadrejena, se je usedla za računalnik in je tipkala, tako da je črke iskala po tipkovnici. Poleg tega me je vprašala, kako se kaj napiše, izpiše. In verjamem, da takšne ljudi postavijo na vodilne pozicije. Verjemite mi, da verjamem. Jaz, ko sem gledal, nisem mogel verjeti. 3-krat sem ji mogel na listek napisati, kaj, kako, da je potem tale dokument spravila skupaj. Toliko o tem. Vprašal sem, kdaj bo to rešeno, je rekla, da zdaj v naslednjem tednu, da ali bodo poklicali po telefonu in dali obvestilo, ali bodo poslali pa pisno po pošti. Tako da v naslednjem tednu dobimo odgovor, kaj se s tem dogaja. In vas bomo naprej obveščali. Tako da tukaj imate reklamacijo po pošti, to si lahko tudi sprintate k ostali dokumentaciji, kot tukaj, da se vidi, da je bilo sleden in kako zdaj vse to funkcionira. Funkcionira tako, da ne funkcionira. Dobro, v tem tednu, to je moja osebna zadeva, osebni državljanski izstop. To ni pripravilo društvo, to sem pripravil jaz, Mihael Belis, za izven društva, za nas, zate, zame, za državljana Republike Slovenije, za našega otroka, za našega človeka, kot človek, ki mi ni vseeno, ker vsi tisti, ki niso člani društva in ki imajo mogoče kakšne pomisleke in nimajo možnosti, pa bi vseeno ta korak storili, ker se jim zdi prav. Verjemite mi, veliko je takih ljudi po raznih skupinah, ki so drugače povezani, ki imajo drugačne misli. Da nisem predolg, sem si rekel, dajmo to narediti z vsakega, da je vsakomur dostopno, brez tega, da se mora kam včlaniti, pa postati član in tako naprej. In sem to po svojem srcu naredil. No, zadeva je, izstop je tukaj in draga državljanka, dragi državljan Republike Slovenije, kam morajo poslati, tukaj je formular, ki se ga izpolni, tukaj je utemeljitev in tukaj podpis. Zatem še v angleščini, ker živimo pač v globalnem svetu, nekaj ljudi, veliko ljudi, vedno več ljudi razume angleško, ne govori slovensko, tako da to z ene strani, z druge strani pa, če pošljete angleški formular, recimo pa kdo ne zna angleško ali ne razume dobro, ima slovenskega, lahko izpolni angleškega in pošlje angleškega ali slovenskega, čisto vseeno. Če imate otroka, ki ni še polnoleten, podpišete za njega kot skrbniki, drugače pa to naredite čim prej, namreč 20. novembra, do konca novembra mislim, da je rok, ko se izteče 18-mesečni rok, potem pa ni več ugovora. Kaj to pomeni? Tihi pristanek pomeni, da se strinjate z vsem, kar se oni v oni dvorani menijo, pa če vi to veste ali ne. Vlada to oznani, vlada to pove in je zadeva potem dorečena in nimate več možnosti, nimate več besede. Zakaj ne? Bom jaz potem, ko pridem na vrsto, v enem kratkem sessionu vam to pokazal z enim videjem in pa seveda tudi, mislim, da nedvoumno povedal. Tako da ta formular si presnemte ali pa poskenirajte tole kodo tukaj gor, se vam bo tudi prenesla v mobilni telefon. To je zelo praktična QR koda, ki je za take namene, delovne namene narejena, ni pa narejena zato, da bojo namijo na čelo ali pa na roke ali pa za našo kontrolo, da bojo nas skenirali, ker mi nismo produkt, mi smo ljudje. Te kode so narejene za produkt. Vse se je
izrodilo. Vsaka stvar, ki jo naredijo, naj si bo tehnologija, naj si bo vera, naj si bo karkoli, prehrana, kamorkoli danes pogledamo, avtomobilska industrija, energija, podnebne spremembe, ne vem, kar se oblačila, vse gre neko svojo pot. Vsi to vidimo in čutimo in še bomo čutili, če se ne bomo zavzeli zase. Dobro. Toliko o tem formularju, priporočam, da si shranite ali link ali ta mail, ki ste ga dobili, in tukaj je kopijo izjave, se da prevzeti tukaj, pa tudi tukaj, tako da sta tukaj dva linka. Danes po programu v živo bo prvi na vrsti Miha Berčič, zdravje iz divjine, divja hrana za moč in vzdržljivost. Miha je prišel, pozdravljen Miha. Tukaj že čaka v štartni liniji in je to zelo, zelo v redu. Se pravi, on bo tukaj povedal zdravje iz divjine po konceptu, ki ga pozna. Tako da tukaj imate tudi njegovo spletno stran, kjer si lahko pogledate tudi njegove videoposnetke, s čem se ukvarja. Dajte se pripraviti, če imate možnost se prijaviti. Seveda na ta strokovni, kako se reče temu, strokovni srečanje ali pa. Ja. Tako, tukaj imate skratka vse informacije. Potem pride na vrsto ena naša članica, ki bo povedala o raku. Rak ni pogubna bolezen, ampak stran od Onkološkega inštituta pove priča, ta naša članica, zdravila proti raku nimajo učinka. Strah pa je tisti, ki vam, oziroma tem ljudem, ki ga odkrijejo, če ga sploh odkrijejo. Skratka, zdravniki so postali bolj mrežni marketing prodajalci farmacevtskih produktov, kakor da bi delali v naše dobro. To se tukaj tudi vidi. In gledajte, tukaj bom pokazal, tukaj je celo tale švedska, tle se je zdaj nekaj premaknil, sem imel nastavljeno, Zgleda, če en čas odprt, da ne. Smo dobili to študijo in če odprete potem tam link, se bo ta študija tudi pokazala, je tudi v tem pismu noter. Potem bom jaz povedal, papir je nevarna stvar. V zvezi s to izstopno izjavo iz Svetovne zdravstvene organizacije, o čemer smo prej govorili. Kako in kdaj uporabiti besede in papir kot najmočnejše orožje. Gre za pravno veljavnost, dokazovanje, jasnost, natančnost, tajnost, komunikacije in to so stvari, ki po moje boste strmeli, ker imam en tako dober videoposnetek, skozi katerega boste videli, zakaj vas povsod rubijo, zakaj gre vse to po tekočem traku, ravno zaradi nekih stvari, ki jih ne znamo dekodirati, ne znamo razumeti in potem rečemo, rajši plačam, kot da se bockam, ne vem, z redarstvom, policijo ali pa z nekimi prekrški ali pa s komorkoli. Ljudje grejo po liniji lažjega odpora, kar pa ni prav. O tem bomo danes govorili in marsikaj se bomo skupaj tudi naučili. Potem bo Iveljana povedala o svobodni volji. Zanimiva stvar danes, ker je to kompleksno, večplastno področje. Tako da bom to besedo prepustil njej. In potem bomo po kratki pavzi zavrteli dokumentarni film Znanstvenik. To je spomin na očeta raziskav konoplje in kanabinoidov. Taka beseda, ki je ne uporabljam, dosti ne znam niti reči, dobro. To je izraelski profesor in pionir na področju raziskav konoplje. Znan tudi kot oče raziskav kanabinoidov. Umrl 9. marca 2023 v starosti 92 let in ta dokumentarni film je narejen njemu v čast. Jaz, ko sem ta film gledal, sem se naučil ogromno o tej rastlini, ki je po eni strani sveta, po drugi strani pa zelo zatirana in zakonsko blokirana. Ne vem, če ste opazili, predvčerajšnjem in včeraj je bila na Bledu konferenca, kjer so imeli o konoplji
mednarodni posvetek. Prvi posvet svetovni, mislim, da je bil, in to prav v Sloveniji. Tudi, boste videli, sem dal tudi video posnetek tukaj noter, tako da vprašanja o konoplji bo drugi del tega filma. Prvi del oče konoplje, kako je to razvijal, v drugem delu pa uporabnost in na kaj vse konoplja vpliva in kako se jo uporablja tudi v zdravstvene namene. Zelo kompleksna predstavitev in mislim, da tudi za marsikoga koristna, ker so stvari, ki jih lahko dejansko uporabimo za življenje. V nadaljevanju je tukaj potem ta razširjena zadeva in evo, tukaj je ta članek, o katerem sem govoril, mladi učitelji zapuščajo šole, odhajajo v Lidl, tu si lahko potem sami tudi preberete. Tukaj imamo formular državljanski izstop iz SZO, ki smo si ga pogledali. Tukaj sem ga dal v angleščino, zato ker imamo iz različnih držav člane. V slovenščini si ga lahko vedno snamete, tako da oni to iz prve roke tudi tu vidijo in imajo možnost si to pogledati kot vzorec, pa mogoče narediti, prilagoditi na njihove državne zakone v kakšni drugi državi. Tukaj zraven seveda je tudi naš uradni list pridan, zaradi tega, ker je prav tudi vezan na ta izstop. Pa da ne boste mislili, da smo edini tako pridni, poglejte, meni je predvčerajšnjim poslal en prijatelj na Facebooku in je pokazal, kaj po drugih državah delajo. Welcome to your Exit the WHO Action Center. In tukaj je ena taka centralna spletna stran, kjer se države prijavljajo, dajo svojo spletno stran, ker imajo spletno stran, na kateri so navodila, kaj narediti, komu pisati. Skratka, veste, drugje po vseh državah imajo v glavnem tako narejeno, da nekdo sestavi, obvestijo ljudje in ljudje potem pišejo senatorjem, ljudje pišejo v državni zbor, politikom, ustanovam, inštitucijam in jih bombardirajo s pismi, z maili in tako naprej. Jaz sem opustil to stvar zaradi tega, ker smatram, da smo mi suverena bitja in se mi odločamo. S tem, ko jaz nekomu pišem, mu spet dam v roke neko odločitev, da bi zame odločal. Spet mu dajem nek svoj glas pa neko moč. Konec je s tem. Če so izigrali naše glasove, če politika se nam smeje, imamo se vso pravico smejati nazaj in delati s svojo suverenostjo, ker če plačam za to, da dela in tega dela ne opravi in ga moram jaz opraviti, nima kaj reči. Glejte, to je vse pogodba, to je družbena pogodba. V pogodbi sta pa stranki vedno enakopravni. Če velja njegova, velja tudi moja. Prav? In dajte se zbuditi, ljudje, kjerkoli ste, velja vaša beseda, morate se izpogajati. Spominjam se, 20 let nazaj sem gledal Trumpovo oddajo, so ga vprašali, zakaj je tako bogat. Kje je ključ? Se je nasmejal pa rekel, ja, je rekel, to je zelo enostavno. Z eno besedo vam lahko povem, zakaj sem uspešen. Pogajanja. Dober, se spogajam. Ne počepnem, ne rečem tako, ja, stvari pregledam in jaz sestavim pogodbo. Jaz diktiram, jaz dajem navodila. In če smo mi privatni sektor, zasebni sektor, ki postavimo uradnike, da delajo zato, da je nam lepš, ker mi nimamo tega časa in jih zato plačamo, in so se ti ljudje skozi čas in skozi zgodovino tako okrepili, da zdaj po nas v bistvu, ne bom rekel kaj, je treba vzeti to suverenost nazaj, jim dati vedeti, zdaj se že skrivajo, veste, in ni več tako, kot je bilo včasih. In res jim je treba dati vedeti, da so plačani iz našega denarja in da morajo začeti delati to, kar je njihova naloga. Zakon veže njih in njihov zakon mora biti v skladu z našo ustavo. No, tako, gledajte, in tu je ta zadeva, jaz sem to pač dal informativno, da se vidi, kako drugje to počnejo v drugih nacijah. Mi smo prevzeli pa to s tem formularjem, suvereni izstop, jaz podpišem, zase odgovarjam, jaz rečem ne. Ker če jaz ne napišem ne v WHO direktorju osebno, tako kot imajo v zakonu, veste, zelo dobro poznajo te stvari, potem se to ne zgodi. Se pravi, sem tiho in na to pristanem. Jaz nimam več argumenta, da bi se lahko kakorkoli na kakršenkoli drug način seveda branil. No, tukaj je primer generičnega pisma, ki ga pač v teh raznih državah delajo, skopirajo in tako naprej.
To si lahko seveda malo pogledate, da boste videli, kje smo mi in kje so druge države. Res smo majhni, ampak v kakšnih stvarih menim pa, da smo zelo napredni, da pa znamo stvari tudi malo drugače razmišljati. In tukaj je link do kratkega filma, ki je 3 ure in pol dolg, iz leta 96. The Money Masters in seveda WHO, Who Owns You and Your Future. Tole se splača pogledati, iz leta pazite 96. Če boste tle kliknili, se vam bo ta film odprl in dobrodošli v svet informacij, ki so jih takrat povedali za danes in to zelo dobre. Tukaj bo Miha povedal stvari bolj podrobno. To je ta študija, če kliknete, se vam bo odprla. Rak ni pogubna bolezen, je to tako, kar se tega tiče naprej. Papir je nevarna stvar, se pravi, sem o tem tudi par stvari napisal. Tukaj ima Iveljana, reklama za ta film naš, ki je. In tudi seveda podroben opis. Glejte, ta opis sem jaz našel na internetu, ki ga je pred kratkim delal primarij magister Dušan Nolimal, doktor med, specialist javnega zdravja Ljubljana, in je tukaj krasno te stvari napisal. Očitno je poznavalec konoplje, ve, kaj piše. Jaz ne bi mogel tega boljše napisati in sem pač od strokovnjaka prevzel. In je res odlična stvar in se splača prebrati za informacije. Po pauzi bo pa, kako se konoplja uporablja, odgovori na vprašanja o konoplji. Jaz sem par stvari tlele sicer sestavil in tukaj, gledajte, je pa Slovenija imela zdaj 2 dni gostiteljica mednarodne konference medicine zdravja in tale članek tukaj je v bistvu iz STA. No, takole, gledajte, vam bom pokazal, se je to zgodilo. Bom to razširil in vam to predvajal. In poudarili potrebo po več raziskavah uporabnosti te rastline. Strinjali so se, da mora Slovenija spremeniti zakonodajo o konoplji. Odločitev za organizacijo konference o konoplji v Sloveniji ni naključje. Organizator dogodka in izvršni producent svetovno ene najbolj prepoznavnih poslovnih konferenc s področja industrijske konoplje pojasni, da je Slovenija stičišče za raziskovanje in razvoj. Everything Slovenia does has the potential to be very special, and there's a lot of opportunity in Slovenia, not just to grow cannabis, but to innovate with cannabis. Uspešno zdravljenje s konopljo že več let potrjujejo na ljubljanski pediatrični kliniki, kjer so pred leti vpeljali poskusno zdravljenje s sintetičnim kanabidiolom, znanim kot CBD. Vsi ti otroci, ki so imeli že poskušene različna protiepileptična zdravila, ob dodatku, ob dopolnilnem zdravljenju mečev z kanabidiolom, je bilo število napadov izrazito manjše, pri nekaterih pa celo brez napadov. Uporaba konoplje v medicini je ta trenutek pri nas na voljo le v obliki magistralnega pripravka. To je pripravek neke zdravilne učinkovine ali pa nenazadnje lahko tudi konopljnih vršičkov, ki jih strokovna oseba, to je farmacevt v lekarni, pripravi na osnovi recepta, navodila zdravnika za točno določeno osebo, torej pacienta. Vlada je v koalicijsko pogodbo sicer uvrstila legalizacijo uporabe konoplje v medicinske namene. Na ta način želijo zagotoviti bolnikom in drugim uporabnikom varen nakup in uporabo, saj bo proizvodnja tovrstnih izdelkov nadzorovana. No, to je v bistvu, kar se tega tiče, toliko samo za informacijo. Moram vam povedati, kako je zanimivo. Včasih so rekli, da nekdo tudi akašo prebira. Jaz sem se cel teden pripravljal na konoplo, ampak jaz tega nisem vedel. Stvari so se pa začele kar zbirati skupaj in vse je na povezavo zdravja, divjine, divje prehrane, kot bomo slišali danes, konoplje, potem zdravljenje z rakom. Skratka, je en tak kompleten, res lep koncept. No, tukaj imamo pa potem še naprej naše videe posnetke, zdaj pa da jaz ne bom predolg, se pravi, bomo to izključili in bom lepo prosil našega Miheta, da se nam pridruži.